A zdaj dela? Ne razumem, zakaj določene ne spusti noter. No, super, sem že noter. A si uspela? Sem, hvala. Kako ti je zdaj uspelo, da sporočim drugim? Šla sem na tisto povezavo, ki si mi dala na mail še enkrat, ali ne vem, tam sem klikala in je Evo, pol zdaj kar šlo. popajo noter. Zdaj prihajajo, glej, 16, 17. No, super, super. Po moje, nekaj mi je pisalo, da sem na 2 mesta ulogirana. Sem se ugasnila, prižgala še enkrat in zdaj kar naenkrat kao dela. Super. 17 nas je, ajde, še malo naj se naberajo. Se opravičujem, ne vem. Nisem še imela takšno izkušnjo. Čak sem, da napišem v skupini, da grejo še enkrat not. Ojoj, preveč nas je, smo mogli se v živo dobiti, a ne tako? A ne da? Ja. Tehnologija. Nas ponavadi v službi po 40 minutah nas vrže ven. Ja, pol pa klikneš še enkrat na isto, pa gre. To je vedno tako. Kaj čem zdaj s temi ostalimi, ki ne morejo noter? A ima kdo izkušnje take? A jih imaš že veliko noter? Pa vidiš, koliko nas piše, da nas je. No, ma nisem niti gledala. 18. Ne, samo to ni veliko. To bi nas moglo biti 30 pomot. A ima Zoom kakšno omejitve na število ljudi? No, ne. Ja, ima, ampak to je visoko. Mislim, da je ne 100 ali nekaj takega. A ne da. Zdravo, ne vem. lahko jaz nekaj vprašam. Da, seveda. Mene samo zanima, a se to snema, pa bo mogoče videti pol posnetek. Ja, seveda, da bo. Aha, te pa se bom jaz zdaj odjavila, ker se mi nekam fejst mudi, pa si Super. pol z veseljem posnetek ogledam. Velja? Veš, da bom objavila ga v skupini. Najlepša hvala. Ajde, Adijo. hvala. Čau. Ja. Glej, sam še na eno mesto jim napišem, pa bomo mi začeli, da vi zdaj tu ne čakate 20 minut. Ne razumem logike, zakaj bi po enem ključu 5 punc lahko, 5 pa ne. A ne? Ne vem, mene prvič sploh ni spustilo noter. Zdajle pa je. Ja. A je Alma tukaj? Alma. A se uspela Alma povezati? Ni. Ker mi piše mi na mailu, da se je ulogirala, a tle je ne vidim. Čist preveč zame. A se nismo mogli dobiti na kavi pa se pogovoriti, a ne? Evo, Anja je zdaj uspela. Pa ne vem. Marina Laharnara, si uspela priti not? Ja, živijo. Hvala Bogu. Hvala, ker ste mi še enkrat poslali, potem v drugič je uspelo, ja. Ja, pa sploh ne štekam, kaj zdaj narediti. Nič, itak se snema, tako da jaz ne bi zdaj preveč čakala na ostale. Kaj čem zdaj, mislim, ene uspejo, ene ne, sploh ne vem zakaj. Ne vidim razloga, ker je isto vabilo, to je avtomatika, a ne? Ni, da sem nekaj sama čarala. Tako da, mogoče nas je preveč, pa nam ne dajo. No, dober dan. Hormončice, evo, če se že ne moremo dobiti v živo, bomo se vsaj malo po ekranu spoznale pa se poslušale.
Nekako smo z administratorkami naše skupine se menile, da bi malo vsebino naše skupine razširile, da bi malo dodale kakšne predavanja ali pa klepetalnice, ki bi lahko delile izkušnje, težave, nasvete. Tako da jaz sem začela s tem, v čem najbolj plavam, to je prehrana pri Hashimotu in ščitnici. Punce bojo prevzele kakšne druge tematike, pa vabimo vas tudi, če je katera bolj globoko zabredla v kakšno drugo tematiko, naj se nam javi, pa bomo organizirali še kakšno deljenje informacij, če že ne moremo v živo se kje srečati, pol pa vsaj tako preko Zooma. Tako da, če je katera recimo ima veliko izkušenj z kakšnimi spolni hormoni, nadledvična žleza, izgorelost, ostale teme, kaj še skozi v skupini omenjamo, dobrodošle. Pomagamo tudi pripraviti stvar, sploh ni problem, samo da je enka je globoko v snovi, kot sem jaz recimo v prehrani pa v ščitnici. Tako da jaz sem vam pripravila eno prezentacijo. A bi kdo kaj vprašal, preden začnemo? Jaz bom šla skozi prezentacijo, vmes me komot lahko prekinjate, ampak če bi zdajle želele kaj vprašati prej komot. Ali vidite prezentacijo zdajle? Ha? Se vidi, ja. Dobro. Vidi se, ja. Evo. Kamama je moja spletna stran, kjer jaz pišem članke kot nekakšen blog o svoji poti na Hashimotu. Zadnje 3 leta, ker se malo ukvarjam več s sabo in s zdravjem. Imela sem ga sicer že 10 let prej, samo nisem vedela. Kot večina nas, zdravniki so težave pisali bolj izgorelosti, prekomernem delu, slabi prehrani. Ne vem, 1001 izgovor je bil, zakaj se počutim slabo, dokler nisem odkrila Adria Lab in podarila 250 € na krvne izvide. Pol je naenkrat bilo vse jasno in potem sem začela se sama. Jaz sem res celo pot furala sama. Zdajle januarja sem prvič šla uradno enemu konkretnemu zdravniku, to je bila dr. Toljan v Zagrebu. Do sedaj sem sve res imela ful slabe izkušnje z našim zdravstvom, posebno splošna praksa pa laboratorij, to itak vemo, da je bolj tako skromno. Če treba reševati življenje, super, če se pa treba malo bolj poglobiti, pa je že problem. Tako da kar vzemite stvari v svoje roke, pa se izobražujte in delajte same naprej. Pa v skupini se seveda veliko informacij deli med nami. Jaz sem se večino stvari naučila v skupini, tako da vi kar po isti poti. Ne vem, kdo me zdaj kliče, verjetno nekdo, ko se ne more vlogirati, ampak ne morem zdaj 100 stvari naenkrat, tako da gremo kar naprej. Danes bomo se pogovarjali o tem, kaj ščitnica potrebuje, da bi bila zdrava, in druga polovica prezentacije je usmerjena bolj v prehrano, kako si s prehrano izboljšamo počutje pa sam proces zdravljenja. Se pravi, kaj se ona potrebuje? Začela sem gor levo zdravili, seveda. Mi, ki imamo porušeno ravnovesje, rabimo dodajati hormone, ampak eni so tudi, ki to še ne rabijo. Recimo meni, ki so dali diagnozo Hashimota, nisem še rabila sploh hormone dodajati, ampak je poslabšanje šlo tako hitro, da res ni bilo šanse brez. Tako da po mojem skromnem nemedicinskem mnenju, ker sem ekonomist po izobrazbi, mislim, da brez zdravil ne gre. Posebno ne v začetku, ko si čisto v buli. In če si zastavite pot v smeri, da vam je edini cilj nehati jemati zdravila, pol pa je to čist narobe, ker se boste samo obremenjevala s tem, kako nimate zdravil, a želeli boste priti do tja. Enostavno ne razmišljajte o tem, da morate jesti zdravila, ne se obremenjevati s tem in delajte vse ostalo, da pridete do momenta, ko jih res ne boste rabili. Po teorijah dr. Izabele Venc samo 50% ljudi ima šanso, da neha jesti dodatke hormonov, in to je odvisno od tega, koliko daleč je bolezen napredovala, v kakšnem stanju je fizična ščitnica, koliko je sploh še živa in funkcionalna, o tem, koliko ste zastrupljeni s raznoraznimi toksini, strupi, težke kovine. Odvisno je od tega, koliko ste stari, koliko vam je hitra regeneracija vašega tkiva, kakšno imate prehrano. Se pravi, veliko različnih vplivov je na to, ali se vaša ščitnica sploh uspe regenerirati nazaj, da nehate jesti zdravila. Po njeni teoriji, znači 50% ljudi ima to šanso, od teh 50% pa rabi 5 do 7 let, da to doseže.
In to znači 5 do 7 let strogega vojaškega režima, ki je vse perfektno delaš. To vemo, da je zelo nemogoče. Tako da recimo jaz sem se nehala sploh s tem ukvarjati, ali jem zdravila ali jih ne bom jedla, zakaj jih jem, zakaj je to doživljenjsko. Zbrala sem si zdravila, ki so najbolj enostavna, najbolj brez, kako bi rekla, brez dodatnih stranskih učinkov in enostavno jem jih in se sploh s tem ne obremenjujem. Ostalo, kaj lahko vplivate, so vse ostalo. Se pravi, vse, kar vpliva na ščitnico, je tle, kar sem na ekran napisala. Odnos do stresa. To je največji delež. Spanec. Če ne spimo dovolj, če gremo pozno v posteljo ali če delamo nočne izmene, enostavno si porušimo naše kompletno hormonsko ravnovesje, vplivamo na kortizol, posledično na spolne hormone, na hormon rasti, ki vpliva tudi na regeneracijo tkiva. Kompletno kemijo porušamo samo s spancem in našim odnosom do stresa. Potem je velik delež tega vpliva, kaj se ščitnica rabi, so dobre bakterije. To se bomo kasneje pri prehrani še enkrat obrnili na to tematiko, kjer razlagamo o regeneraciji črevesne flore. Zakaj je črevesje pomembno, kaj se v njemu dogaja, zakaj rečejo, da je črevesje, so v principu naši drugi možgani. Tako da to bomo kasneje v prezentaciji povedali. Potem je pa seveda ta naša regeneracija črevesne flore, ker se v njej proizvaja 90% naših hormonov. Se pravi, ne v ščitnici, ne v možganih, ampak v črevesju. Črevesje je dolgo, mislim, da sem včeraj prebrala 10 kilometrov. Si predstavljate, koliko je to enih celic, ker moramo poskrbeti, da funkcionirajo, da delajo svoj namen, da čuvajo naše telo od tega, kaj vnašamo vase. Tako da res, vem, da je to dolg čas za poslušati in kakšenkrat je čist nejasno, kaj ima ščitnica s črevesjem in s tem, kaj jem, ampak to je res toliko povezano, da sploh ne more biti drugače. Boste videli kasneje vse detajle. Tu sem naštela ena orodja, ker sem jaz uporabljala, ko sem jaz začela svoje zdravljenje. Vse od tega sem uporabljala, ne istočasno in nezavedno. To je ključno poudariti, nezavedno, ker se veliko punc, ki se začnejo ukvarjati s ščitnico in svojim, mislim, ne mora biti ščitnica, lahko je bilo katera druga avtoimuna bolezen, se ustrašijo, da je to zdaj vse tako rigidno in tako strogo, pa zavedno. Nič ni zavedno. Recimo meditacijo, ok, to priporočljivo je, da jo delaš zavedno, ampak pridejo obdobje, ko se ti ne da, ko se rabiš malo utruditi, ko se rabiš odpočiti od tega truda, da se skozi nekaj trudiš, tudi skrb zase, nimaš vedno časa za neko težko nego, gibanje, tudi pridejo obdobje, ko se ti manj giba. To je vse v redu. Ampak važno je, da je to vse to, kaj je na ekranu našteto, da je to vse del vašega urnika, vašega vsakdanjika v nekem ritmu, ki vam ustreza. Recimo biorezonanco sem šla samo enkrat v začetku, ker sem imela toliko ogromno kandid, da mi črevesje sploh ni delalo in prva stvar, ki sem naredila po diagnozi, je bilo 3 mesece biorezonance, da sem se sploh spucala in videla, kje imam težave. Pol pa nikoli več nisem šla na biorezonanco. Tako da res to morate vsaka raziskati, kje ste in v kateri fazi in na čemu morate dati poudarek. Recimo kozmetika in čistila. To sem začela šele zdaj septembra, kaj je to zdaj, pol leta nazaj, sem končno prišla do faze, da se sploh imam časa in energije spet vršiti v neko novo snov, v raziskovanje, v učenje in se posvetila tem. To pomeni, da sem kompletno kozmetiko zamenjala, da sploh ne uporabljam nič industrijskega. Vsa kozmetika je ročno narejena, to, kar vse punce delajo doma, domača mila, domače kreme. Tudi čistila v hiši smo zamenjali, da čim manj tih strupov in te plastike, teh fosfatov in vsega tega, kaj vnašamo v vase, ker ščitnica je organ, ki bi nas mogel ščititi od vseh teh toksinov. In če mi se toliko bašamo, tudi nezavedno, ker sploh ne vemo, kaj se je okrog nas, enostavno si škodujemo. In prvo, kaj sem opazila pri Hashimotu, recimo, je bila občutljivost na parfume. Nisem mogla prenesti na parfumirane osebe, to je bilo grozno. To pomeni, da enostavno telo ti zavrača umetne snovi in da res se rabiš narediti en dober detoks, eno razstrupljenje samega sebe. Tako da recimo kozmetiko smo šele septembra doma uvedli, da je čist neka druga. Pol recimo psihoanaliza. Psihoanaliza je meni bila ključna. Šla sem 3-4 mesece in psihoterapeutkinjo v Ljubljano in smo popucali to, kaj je pod tepihom, kaj je v podstrešju, vse te neke stare vzorce, neke travme, dogodke, prečešljali smo celo zgodovino, ampak pri tem treba previdno, ker psihoanaliza
mislim, da ni konstruktivna, v smislu ne bo vam spremenila vaš odziv na stres. Psihoanaliza bo samo vse, kar ste doživeli, popredalčkala tam, kam treba. Da ne bo zamer, da ne bo obsodbe, da ne bo jeze na starše, da ne bo neke hude krivde. Enostavno te stvari, kaj so se zgodile, psihoanaliza pospravi tam, kam treba, da lahko mirno greste naprej. Če pa želite naprej spremeniti svoj odnos do stresa, do službe, do bližnjih, do nekih vzorcev v odnosih, ki vam se skozi pojavljajo, pol pa rabite vedensko-kognitivno psihoterapijo. To je spet 3-mesečno obdobje, ki se hodi enkrat na teden, določenem terapevtu, se točno določi področje, kjer se obravnava in vas učijo spremeniti vaš odnos do določenega problema. In to narediš, kot neko, kako bi rekla, izobraževanje, treniraš se, učiš se spremeniti svoj odziv na določene stvari in ko to končaš, si pač končal, ne greš celo življenje psihoterapevtu. Tako da res je važno, da sami raziskujete in gledate, v katerem obdobju ste, zakaj pripravljeni, zakaj ste odprti in kaj vam v tem momentu ustreza in pomaga. Ne rabite skozi sve. Ne? Tako da recimo prehrano sem 1,5 leta urejevala, zdaj sem se pol leta, ko je bil ta drugi val korone, malo pustila, spet sem dobila 6 kg, ker nisem pazila, spet sem začela jesti brezglutenske žitarice, takoj se pozna. Ampak ne pozna se v smislu, da meni zdaj ščitnica degradirala, da mi je slabše počutje. Ne, ampak enostavno ni ta top forma, če si jo želim imeti, pol pa moram paziti skozi na prehrano. Ampak ja, pridejo obdobje, ko se mi ne da, pride tudi petek, ko pojem čips, pride tudi dan, ko pojem, ne vem, 100 gramov lešnikovega namaza, ne nutele, ampak pravega lešnikovega namaza. Tako da enostavno morate izprobati vse, kaj je na voljo in videti, kaj za vas ustreza, kdaj in v kakšni količini. No, tu sem vam naredila malo lepši pregled. Orodje, tam manjka J, orodje in zakaj kaj uporabljam. Kar se tiče recimo gibanja. Gibanje, to valjda vsi vemo, da mora biti prisotno vsak dan. Če imate kakšne težave, da res ne morete zdaj ne vem kaj hudega trenirati, ampak saj sprehod. 10.000 korakov na dan je 6-7 kilometrov, se mi zdi, 8 mogoče. In enostavno pomaga za zniževanje kortizola. Jaz, ko sem zbolela, sem komaj stala na nogah, ampak vse, kaj sem naredila, da sem peljala otroke v šolo in naredila en krog 8 kilometrov in to sem vsako jutro. In res enostavno ta ritem hoje in ko si sam in tišina in ni nobenega zraven tebe, misli se umirijo in res se stres znižuje. To res enostavno mora postati ena nova navada. Pravijo psihologi, da bi nekaj postalo nova navada, traja 90 dni. Kar pomeni, da prvih 30 brišemo stare navade, se jih trudimo, kako bi rekla, maknuti iz našega ritma, iz našega reda v glavi. Drugih 30 dni treniramo nekaj novega in od 60. do 90. dne v principu betoniramo to novo znanje in nov ritual. Tako da dajte si malo časa in počasi dan po dan. Ko se tiče masaž, gretje ščitnice z infrardečo lučko. Meni je to znalo precej pomagati v momentu, ko sem imela napačna zdravila, pa sem si z infrardečo lučko obsevala ščitnico, grela jo na taj način, da pojačam njeno prokrvavitev. In to delam v obdobjih, ko čutim, da mi ščitnica pulsira, da mi noter neki srbi, da imam cmok v grlu. Takrat se posvetim gretju ščitnice. Ampak to sem recimo imela 2-krat po mesec, 2, ko sem spremenila odmerek zdravila, mi je to zginilo. Zdaj recimo od novembra to sploh nisem imela. Tako da isto je za izprobati. Ne? Pri masaži veliko priporočajo petje, vem, da zveni smešno, ampak vemo, da je to ščitnica je organ, ki po ajurvedi tudi bi mogel nastopati za nas, bi mogel govoriti za nas. Vemo, da ženske velikokrat v naši današnji družbi delamo vse za druge, nič zase. Mame in žene vemo, kakšne smo. In enostavno to petje, to zapravo je taka ena simbolika, da se postaviš zase, izpustiš glas in poveš. Kar se pa tiče bastrika dihanja, to je ena tehnika, ki smo jo učili se na jogi. Obstaja posebna hormonska joga, ki jo vodi ena gospa v Ljubljani, kje se delajo določene asane, ene vaje, ki pomagajo, da se energija usmerja prav v ščitnico in se v tem momentu delajo na določen način se diha, da spodbudiš kako bi rekla, zračne vibracije, da ti ščitnica zavibrira z dihanjem, s hrkljanjem,
jo spodbudiš, da zatitra in s tem titranjem skozi njo teče več krvi in enostavno se zbudi tkivo. Na taj način hormonska joga je meni v začetku, ko še nisem dodajala hormone, znala pomagati, da odpravim te napade vročine, panike v glavi, ko ti zakuha čisto v možganih. Jaz sem imela take težave, dok nisem dobila hormone. Tako da recimo to bastrika dihanje in hormonska joga so mi precej pomagali, ampak spet to delam takrat, ko sem na dnu, mesec, 2, 3, ampak res vsako jutro. To so vaje, ki trajajo 30 minut in pol zdaj, recimo zdaj že mesec in pol sploh nisem delala, vzamem kaj drugega, zdaj recimo hodim pa kolesarim, tako da to se vse spreminja, da se ne naveličate. Ne? Kaj še tu je zanimivo za reči? Aha, minerali, vitamini, najdražji del našega zdravljenja. Pri mineralih in vitaminih morate vedeti, da v začetku, ko ste dobili diagnozo, ko ste res na dnu, ko vam krvna slika piše, da ste na dnu, takrat res treba si dati podporo, treba investirati, treba vzeti probiotike, minerale, odvisno, kaj vam krvna slika pokaže, ampak spet vedite, da je to za neko obdobje. Recimo, jaz sem prejšnje leto, julija sem uspela doseči remisijo Hashimota, kaj pomeni, da sem proti telesa znižala z 1000 na 0, čisto 0, in sem potem bila 3 mesece brez vsega. Nisem jedla prav nič, noben dodatek razen sintetičnih hormonov. In pol je prišla jesen in prišla je spet šola in prišla je spet lockdown in je mene spet psihično podrlo. Pol sem spet začela D-vitamin, magnezij pred spanjem, ashwagandho proti te neke protivnetne dodatke. Tako da morate prepoznati, morate se naučiti enostavno, kaj je zakaj in kdaj. In skozi leto razporediti, recimo jaz probiotike vedno jem septembra in aprila. Eno kuro naredim in pol ne skozi. Probiotik ne moreš jesti vsak dan, pol pa nima smisla sploh. Če ga ješ celo leto vsak dan, sploh ne dela svojo funkcijo. Tako da malo je tu še za razdeliti to skozi leto. Kar se tiče pa razstrupljanja, tu treba biti previden, ker če ste vi v zelo slabem fizičnem stanju in če je vaša krvna slika zelo slaba, je boljše, da ne delate razstrupljanja, ker si boste naredila še večjo škodo. Pri razstrupljanju, kot so recimo uživanje gline, topla limonada ali nekaj takega, zame so to agresivne stvari, treba biti previden, ker razen, da si splahnili iz telesa sve strupe, splahnili se tudi ta zdravila, kaj ješ. Tako da jaz recimo se takih detoksov, ki so fizično skozi neko čiščenje, da pijem, pa klistiram, pa postim, ne smem delati, ker začutim, da kompletno me sprazne in sem še v slabšem kot prej. Tako da bodite previdni z detoksi in pazite, na kakšen način ga delate. Jaz recimo rajš detokse delam tako, da za zajtrk vedno jem zelenjavni smuti, vedno brez sadja, samo zelenjavni, tako da mi to nekako bolj vpliva in na črevesje in na jetro, kot da grem v neke agresivne, ne vem, kure, da 2 meseca pijem pol litra limonade vsako jutro. Mene to res čist me spuca, da nisem normalna več, sploh da sploh hormone ne bi jedla. Tu sem vam napisala, a bi kdo kaj vprašal? A me slišite vsi? Ja, čisto tiho. A prehitro govorim? V redu je. Aha. Tu sem vam naštela sprožilce za avtoimuni napad v telesu. To je iz knjige Izabele Venc. Čisto za razmislek, kaj bi lahko pri vas bilo vzrok, zakaj se vam je sprožil avtoimuni napad. Čigava posledica je bolna ščitnica. Ščitnica ni bila bolna prej. Če imate Hashimoto, to pomeni, da je nekaj od tega, kaj je zdaj na ekranu, je sprožilo avtoimuni odziv vašega telesa, kar pomeni, da je posledično napadel tudi ščitnične hormone in je tako ščitnica bila prekomerno uporabljena in enostavno zbolela. Tako da to zdaj ne bomo na veliko debatirali, to sem tudi že enkrat v skupini objavila, da si vsak razmisli, kje se najde v tem. Ja, tu še manjka porod, hormonski disbalans po porodu. Piše, ja, 3. od spodaj. Tako da razmislite in probajte, če se najdete v kateri vrstici od teh, probajte razmisliti in videti, kako si lahko pomagate, da to področje za nazaj popucate, koliko se da. Zdaj pa gremo počasi na prehrano. Zakaj taj del? Ker veliko snovi je, to bi lahko en teden brale pa debatirale, tako da jaz bom danes samo se kratko dotaknila prepustnega črevesja in potem bom šla na prehrano.
ostalo pa kdaj drugič. Ali pa če želite se bolj poglobiti, mi pišite, pa vam bom poslala literaturo, iz katere sem jaz to se sama naučila uporabljati. Tako da prepustno črevo, verjetno že veste, je anomalija, ki se pojavi, če smo v neprestanem stresu. To pomeni, da se naše črevesno, kako bi rekla, črevesna stenka se oslabi in se v njej naredijo luknjice, skozi katere nam prehaja to, kaj uživamo direktno v kri. To pomeni, da naša črevesna stenka ni dovolj čvrsta, da bi predelala hrano, katero mi vnašamo vase, in da nas v tem primeru, če bi ona nas ščitila, če bi črevesna flora nas ščitila, ona bi ločila toksine in strupe in jih poslala v lulanje in kakanje, a hranljive stvari bi dala naprej v organe skozi kri. To se ne zgodi, ampak vse gre direkt v kri. In zato imate take odzive na hrano in ljudje mislijo, da so alergije. Ne, to niso alergije, to tudi ni intoleranca na hrano, ampak to je enostavno napačna stvar v krvnem obtoku. In kaj se takrat dogaja? Če recimo jaz pijem kavo in mi kofein gre direktno v kri, to pomeni, da moje krvne celice se začnejo te neznane stvari, ki je prišla v kri, avtomatski se začnejo braniti, začnejo napadati te napačne stvari in ker jih je toliko veliko, je ta obramba toliko močna, toliko intenzivna, da enostavno se v tem momentu začne dogajati avtoimuna obramba. In takrat naše celice uničijo tudi te hormone, ki potujejo skozi kri, in zato vam zmanjka ščitničnih hormonov. Zato je ključno, znači baza vsega, gremo čisto rikverc, da bi sploh pomagali se, da imamo več ščitničnih hormonov v telesu, moramo sanirati črevesno floro, črevesno stenko. In zato je važno, da sanirate ta leaky gut sindrom, sindrom prepustnega črevesja. Vi to lahko tudi dokažete, da greste na, kako se reče, gastroskopijo, tam vam lahko potrdijo, ali imate prepustno črevo ali ne. Jaz recimo na pregled nisem šla, ker se mi ni dalo samo sebe mučiti. Enostavno sem se lotila protokola za sanacijo črevesja in očitno je imelo smisla, ker se mi pol več niso te težave dogajale. Se pravi, jeza, stres, preveč kreganja, slabe prehranske navade, nepredelana čustva. Veste, kako je, ko smo jezni, ko se kregamo, ko smo žalostni. To enostavno čutiš takoj kepo v želodcu. To je to. To se ne predela, to se ne pospravi kam treba, in če ne greš čist naprej, enostavno se zleti nakopiči, in posebno polka dodamo še umetne snovi, ki so v naši hrani, od pesticidov do umetnih barv, vse to, kaj ni na drevesu zraslo, to vse vpliva pol na naše prepustno črevo, in tu vam se pol začnejo težave. Recimo, velikokrat mi pišejo iz skupine člani, da imajo konstantne driske ali pa zaprtja. Sploh ne vejo zakaj. Ker imam težave s ščitnico, ampak skozi imam drisko. In sploh jim ni jasna ta povezava, kaj ima eno z drugim. Tako da res razmislite, kje si tu lahko pomagate. Jaz sem tudi imela obdobje, ko sem skozi imela ali čisto zaprtje ali pa skozi drisko. Dok nisem rešila črevesje, enostavno se ni moglo premakniti. Kar pomeni, da tudi če jeste zdravo, veste, kako rečemo, jem zdravo, kao ne jem kruh, to ni dovolj. Mi, ki smo bolni, moramo sprejeti, da moramo malo en korak več narediti. Zato, kaj ne jemo kruh, pa pijem kavo samo ob sobotah, to ni dovolj. Treba res narediti konkreten rez, vojaška disciplina, edino to nam lahko pomaga, da popravimo to stanje, ki smo si ga privoščili v zadnjih, 10-15 let s stilom življenja, kakšnega smo imeli. Zdaj vam bom pa predstavila avtoimuni protokol, s tem, da bom poudarila, da nismo vsi za avtoimuni protokol. Obstajajo ljudje, ki so recimo izjemno suhi. Ne priporoča jim se iti na AIP, ker na AIP-u je vnos ugljikohidratov minimiziran, in recimo jaz sem v 6 mesecev AIP-a shujšala 25 kg. In ko jih že imaš 40, ne smete početi. Tako da treba biti previden. S tem, da pri AIP-u je tudi važno razumeti, da ti taj prehranski režim ne usvojiš čez noč. Meni je trajalo 3 mesece, da sem prišla do popolnega AIP-a. Tako da vmes, ko počasi spuščaš taj nivo, število živil, kjer ješ pa ne ješ, to traja in počasi se opazuješ in gledaš, ali ti škoduje ali ti koristi. Tako da res bodite previdni. Pa recimo težko je biti vegan na AIP-u, ker
če ne ješ stročnice, nimaš beljakovin, pa še če meso daš ven, pa ribe, zelo težko je, ne? Ker soje bi se tudi mogli izogibati. Tako da pri ajpu res bodite previdni. Jaz vam ga bom čez 10 minut nas bo skenslo, pa bomo šli še enkrat not, dobro? Da veste. Tako da jaz sem pri ajpu uspela, ful je težak, res jokala sem vsak tretji dan, za zajtrk nisem več vedela, kaj bi jedla, pa sem jedla gulaše na koncu od včeraj, ker nisem več vedela, kaj bi, ker precej smo vajeni na taj kruhasti zajtrk, na kosmiče, na ajpu pa res ni niti nobene žitarice. Tako da res je ogromno ene surove zelenjave in treba se počasi navajati. Jaz sem recimo prvi mesec dala ven samo gluten, po 3 tednih sem dala ven sladkor in tu sem se že počutila kot olimpijec. To je res taka sprememba bila v telesu, ko se je telo očistilo, res je ful dober občutek bil. Potem sem dala, v 2., 3. mesecu sem dala kar naenkrat mlečno, jajca in stročnice ven, pol mi je šlo brez težav. In zadnji mesec sem pometala ven vse ostalo, kaj je ostalo in pol sem bila 4 mesece na polnem ajpu, res 100% brez goljufanja. Tako da počutje je bilo super, koža je bila super, menstrualni ciklus je bil BP. Jaz sem se res počutila boljš kot v študentskih dnevih, ker sem mislila, da sem najbolj vitalna. Tako da priporočam, če imate priložnost, pa tudi denarja, ker ni pocena, ne, ker veliko je zelenjave, ni isto kot kruh pa salama, ne. Tako da probajte si privoščiti vsaj neko verzijo, da vsaj do pola pridete, da date ven mlečno, žitarice pa sladkor, pa ste že res veliko naredili zase. Tudi, če ne naredite polnega ajpa. Kaj sem tle napisala? To sem vam že rekla, kaj se dogaja, ko se sproži avtoimuni napad. Zakaj je poanta sploh izvajati ajp? Ajp je poanta narediti zato, ker v tem času, ko se vi posvetite tako enostavni prehrani, vaše telo se končno odpočije. Vaše črevesje se ne ukvarja več s predelavo težke, industrijske, slabih maščob, enostavno se posvetite osnovam. Sadje, zelenjava, biološko meso, tu ni veliko praženja, sve na kokosovi maščobi, ni veliko začimb. Res je čist simpel, enostavna prehrana in tu se telo odpočije in v tem momentu, ko se vi počivate svoje telo, svojo prehrano, svoje črevesje in mu date podporo z minerali, s probiotiki, z kolagenom, z glutaminom, v tem momentu se črevesje regenerira. In zato je važno, da traja, pravijo, vsaj 60-90 dni. Jaz sem res vztrajala polna 4 mesece. V tem momentu je priložnost in takrat vam se res črevesje uspe sanirati. Drugače ne gre. Če ti ješ čips, pa istočasno ješ glutamin, nima smisla, ne boš si pomagal, ne. Zato se izvaja ajp. Da telo spustiš na čisto osnovno bazo in počasi pol dodajaš eno po eno stvar nazaj in testiraš svoj odziv, da vidiš, na kaj se sploh odzivaš, kaj ne. Jaz sem recimo pred ajpom mislila, da mene jajca sploh ne motijo, jaz sem jih jedla vsak dan in nisem čutila neke ekstra slabosti pri jajcih, a ne, ker ješ jih vsak dan in sploh ne povezuješ neka svoja počutja, neka fizična stanja, neke težave, ki jih imaš, ne povezuješ z jajci. In pol, ko sem jih nehala jesti in ko sem jih po 4 mesecih ajpa probala še enkrat, to so bile take glupe reakcije, da sploh ne moreš verjeti in enostavno se pol več ne greš nazaj. Recimo prejšnji teden sem kupila domači kozji sir prvič po 18 mesecih, da sem dala nekaj mlečno v usta. To je bilo grozno, kakšne odzive sem imela. Črevesje me je bolelo, danka me je srbela, prsti so mi na rokah zaotekli, migrene sem dobila, ker glava me ne boli že 2 leti, odkdaj ne jem gluten, me sploh glava ne boli, zdaj me kar naenkrat glava bolela. Zbujala sem se ob 3 zjutraj, nervozna, živčna, res polom, samo zaradi enega sira. Tako da je res, treba sam sebe stestirati, da vidiš, na kaj se odzivaš, na kaj ne. Zato je point ajp. Da se poenostavniš do konca in vidiš sploh, na kaj si občutljiv. Se pravi, izločevalno obdobje traja 30 do 90 dni in potem po uspešno speljanem ajpu, jaz sem recimo, izločevalno obdobje mi je trajalo 3 meseca, pol sem bila polna 4 v čistem ajpu, 100% ajpu in pol sem počasi začela uvajati nazaj eno po eno. Poanta je, da cel čas vodite dnevnik, da si pišete, kaj ste jedla, kakšno vam je bilo počutje in kaj ste jedla od zdravil in prehranskih dodatkov.
Tako da enkrat, ko greste za nazaj pogledati, ker to res je dolgo obdobje, to pride skoraj celo leto naokrog, da res veš, kaj ti na kaj vpliva. Tako da res, brez dnevnika nič, sploh izgubile se boste, pišite si enostavno vsak dan. Jaz recimo zvečer, ko grem spat, sem si pisala, kaj sem taj dan ali jedla ali od dodatkov dodajala. Važno je, da si jedilnike pripravite en teden vnaprej in da vedno imate v žepu nekakšen joker, če je za krizi. Jaz recimo sem vedno imela, kaj sem jaz nosila s tabo, blitvene polpete, pa v Hoferju sem bila kupila nekakšen veganski namaz iz manga in ne vem, kaj je bilo noter, več se ne spomnim. To sem vedno imela v torbi, če me kje kaj primi, da imam. Pa banano, banano vedno lahko imaš s sabo, pa kakšno sadje. Tako da naštudirajte, kaj boste imeli vedno pri roki, da ne boste lačni. Pa meni je bilo lažje, ker jem meso, tako da sem vedno domače suho meso imela pri roki. Pa bakalar, pa dimljen losos, pa rukolo, to vedno lahko, potamaniš celo vrečo, če treba. Tako da ja, pripravite si vedno za dan, dva vnaprej, ali če greste kam v hribe, korenje, paprike, surovo zelenjavo in res, da ne pridete v stisko, ker pol boste sam živčni in boste odnehali. To sem vam izpisala z bloga Paleo Mom, jaz sem njo sledila, to je ena isto zdravnica američka, kar rastura te AIP protokole in take sisteme zdravljenja. To vam je z njene strani prevedeno na slovenščino, kaj je AIP da hrana in na naslednjem slajdu, kaj je AIP ne hrana. Se pravi, mogoče rajš gremo na kaj je ne, da povemo zakaj, pa itak boste prezentacijo dobile pol, pa boste si študirale kaj ja, kaj ne. Ampak vam bom tle malo poudarila, zakaj ne. Alkohol seveda ne, to je valjda jasno, ker ni treba ni debatirati. Jajca, kava. Nadomestek za kavo je meni bila brezglutenska cikorija. Sicer sem tudi kasneje njo nehala piti, ker mi je bilo čisto brez veze. Kaj če mi sploh, nisem je res rabila, pila sem čaje. Vse žitarice so ne, vključno sojo, rižem in ješprenjem. Pazite se, ješprenj ima gluten, kaj nismo pričakovali. Tako da veliko slovenskih jedi gre ven z jedilnika. Pri soji previdno, vem, da eni na AIP-u jejo, na tem veganskem AIP-u, ampak pri soji je problem, ker je večinoma GMO in je hormonski motilec in za ščitnico in za estrogen precej naredi štalo v telesu. Potem semena ne, znači čio, kvinoja, ajda, lan, to nič ne morete dajati v smutije. Ne da bi to bilo kaj slabo, pa da bi vam škodo naredilo telesu, ampak enostavno poanta je razbremeniti telo, da se ne ukvarja s presnovo težke hrane. Zato se sve daje ven. Nič narobe s čio pa z lanom, seveda. Pol, kaj jih upeljete nazaj, vam bo super. Noben še ni imel odzive na čio pa na lan. Ampak poanta je v procesu čiščenja, da se res poenostavnite svoje telo čim bolj. Olja so ključna. Edino, kaj lahko jeste, je olivno olje, nerafinirano, pa kokosovo. Vse ostalo je out. Potem itak vse, kaj v pločevinkah, zaradi onih premazov, kaj so noter, kaj so itak si strupeni. Sladila. Edino sladilo, kaj vam ostane, je javorjev sirup pa agavin sirup, ampak ne pretiravati, ker ko ste na AIP-u, lahko jeste 50 gramov fruktoze na dan, ne več. Oreščki kompletno vsi ven, razhudniki, razhudniki so krompiri, paprike, melancani pa paradižnik. To tudi gre ven. In začimbe. Znači, od začimb vam ostanejo sveže, bazilika, peteršilj, te sveže, kaj si posadiš na vrtu. Sušene, te pa industrijske začimbe, to res ne. Poper kompletno gre ven, poper je res precej agresiven. Jaz sem prav čutila spremembe pri popru, ta prvi mesec mi res ni pasal. Toliko enostavno postaneš nežen, črevesje ti je čist nežno, da res sploh ne paše, da se ukvarjaš s takimi težkimi stvari. Evo, kaže še minuta. Dobro. Potem, ko ste tako 4 mesece super uspešno jedle solatko skozi, skušale ste 20 kil, počutite se čist super, začele ste teči, seksate 5-krat na dan, vse funkcionira, življenje je pravljica, pol počasi začnete uvajati hrano nazaj. Uvajate hrano nazaj tako, da uvajate po eno živilo na teden. Kakšenkrat tudi na 10 dni, če imate hude odzive. Jaz sem recimo pri soji in pri sezamu imela
ful močne reakcije in sem čakala po 2 tedna do naslednjega živila, ki bi ga zapeljala, da sem res prepričana, da mi ne bi odziv bil pomešan z odzivom od prejšnjeg testiranja. Ne. Tako da bom vam pokazala, tu je zdaj opisan cel proces, kako greste po žličko živila, pa čakate 15 minut, pa 2-krat po 15 minut, pa bla bla.